Dober dan, lepo pozdravljeni v našem studiu in z menoj je že naša prva gostja Nataša Matič, strokovna vodja za podporo prodaje osebnih zavarovanj v zavarovalnici Triglav, naši največji, najbolj znani zavarovalnici. Lepo pozdravljeni. Hvala, enako lepo pozdravljeni. Tako, zdaj, tema bo tekla o dodatnem zavarovanju za hude bolezni. Ker vemo, da hude bolezni imajo lahko tudi finančne posledice, se pri nas tega že dovolj zavedamo. Imajo vaši komitenti, tako rekoč, ali pa Slovenci že dovolj dodatnih zavarovanj za hude bolezni? Glede na porast sklenjenih dodatnih zavarovanj, tudi dodatnega zavarovanja za hude bolezni, lahko rečem in tukaj tudi pohvalim mladostnike, da smo spremenili razmišljanje in smo začeli razmišljati tudi o tem, da v bistvu je življenje nepredvidljivo in da lahko nosi tudi hude posledice. Praktično se nam lahko življenje čez noč postavi tudi na glavo. Vidim pa predvsem priložnosti še v razmišljanju, ko se odločamo za to vrstna dodatna kritja, da v tem času, ko se odločamo, ne razmišljamo skozi premijo, kakšno premijo bomo na mesečni ravni plačevali, ampak kakšno korist od takega dodatnega kritja bomo imeli. Tako. Jaz se ponavadi so mesečne premije zelo majhne v primerjavi s stroški ali pa zavarovalnimi vsotami. Saj zavarovanja so tako rekoč naložbe v nas, v našo prihodnost, v naše zdravje. Tako. Zdaj, naprimer, nam lahko poveste še kaj več o tem zavarovanju, katere bolezni sploh kvalificiramo kot hude bolezni? Pri dodatnem zavarovanju za hude bolezni se lahko zavarujejo zdrave osebe med 14 in 65 letom starosti, pri čemer zavarovalno kritje traja do 75. leta starosti. To v praksi pomeni, da če sem stara danes 65 let in se odločim za takšno obliko dodatnega kritja, je moja maksimalna zavarovalna doba 10 let, ker po 10 letih bom stara 75 let in v tem primeru potem zavarovalno kritje ugasne. Dodatno zavarovanje lahko priključimo k osnovnemu kritju. To v zavarovalniškem jeziku pomeni, da ko govorimo o osnovnem kritju, pomeni življenjsko zavarovanje za primer smrti. Dodatno kritje lahko priključimo, se pravi, na življenjsko zavarovanje za primer smrti, na naložbeno življenjsko zavarovanje Flex, na naložbeno življenjsko zavarovanje iFlex in pa na življenjsko zavarovanje, ki ga sklene pravna oseba. In pa hkrati še na življenjsko zavarovanje z delnim povračilom premije. Zavarovana oseba lahko izbira med osnovnim kritjem in pa razširjenim paketom, med osnovnim paketom in pa razširjenim paketom. Same hude bolezni so pa v bistvu smiselno razporejene v 4 različne skupine. Osnovno kritje ponuja kritje 9 bolezni, kot so na primer nam znane najbolj rak, možganska kap, Alzheimerjeva bolezen, hude bolezni pljuč in pa v bistvu imamo v razširjenem paketu kar 24 hudih bolezni, ki omogoča v bistvu tudi delno izplačilo v obliki do 30% zavarovalne vsote dogovorjene ob sklenitvi, v primeru, če bi se nam neka huda bolezen pojavila v blagi obliki. Hkrati bi izpostavila pri razširjenem paketu še 3 dodatna kritja, in sicer v dodatnem kritju so vključeni tudi otroci, ki imajo kritje 19 bolezni za zavarovano osebo in pa v bistvu imajo možnost genetske analize Triglav DNK in pa hkrati ima zavarovana oseba dodatno kritje za v bistvu bolezni sodobnega časa, ki vemo, da so danes v porastu in v največji meri v bistvu prizadanejo delovno aktivne. To je v bistvu stres, anksioznost, depresija, tako da je to še dodatno v bistvu kritje v razširjenem paketu. To so v bistvu bolezni sodobnega časa. Tako jih imenujemo, tako. Zanimivo. Kaj pa je na primer Triglav DNK, ki dela razširjenega paketa, kako sem videl? Tako, Triglav DNK omogoča v bistvu, to bom pojasnila mogoče najboljš na primeru, V primeru, če bi jaz zbolela z
naprimer rakom, bi moj otrok imel v bistvu možnost, da naredi analizo DNK, kjer se v bistvu pregledajo v bistvu genetska analiza, koliko je v bistvu moj otrok potencialen, da bi bil v bistvu naslednji kandidat za obolenje s tovrstno boleznijo, ne. Kar v bistvu v praksi tudi je ena izmed prednosti, da se v bistvu potem ta genetska analiza odnese k svojemu osebnemu lečečemu zdravniku, kjer v bistvu naredita nekako v bistvu neko shemo zdravljenja, mogoče v tej vrsti, da se v bistvu malo bolj redno pregleduje, glede na v bistvu samo analizo, ki jo otrok prejme. In potem pa tudi vemo, kaj potrebujemo vse naprej. Ne? Kaj pa v primeru, če zbolimo za lažjo obliko bolezni? Ne? To smo pa rekli, da 30%. Tako, to pa ponuja v bistvu razširjen paket. V primeru, da se mi pojavi lažja oblika bolezni, lahko v bistvu pridem do 30% zavarovalne vsote že v samem začetnem stadiju, kjer v bistvu se mi izplača zavarovalna vsota za določeno bolezen. Kako je pa z rehabilitacijo, ne, po hudi bolezni? V večini primerov je to dolgotrajna, ne? Kaj pa v tem primeru z osebnimi prihodki? Ne? Pa tako, imamo kakšne rente mogoče tudi tukaj zraven ali pa kaj takega? Rent tukaj zraven ni, vedno je izplačilo zavarovalne vsote. Moramo se zavedati, ne, da ko pride do neke takšne hude bolezni, kot je na primer rak ali pa možganska kap, kjer vemo, da se moramo lahko, da nas to močno prizadene, da se moramo na novo učiti hoditi ali govoriti, a ne. Taka rehabilitacija je dolgotrajna, a ne. V tem primeru pomeni, da je to neka daljša bolniška odsotnost iz delovnega mesta, a ne. Zavedati se moramo tudi to, da mnogi izmed nas delajo v svojih lastnih podjetjih ali pa izvajajo pogodbena delovna razmerja, kar pomeni, da lahko tudi čez noč ostanejo brez prihodkov. Torej, 80% podjetij v Sloveniji je družinskih podjetij, ne? In to bolj vpliva tudi na druge družine, ne, in vse. Tako. In v tem primeru, a ne, ko ostanemo brez delnega prihodka v družini ali pa smo konec koncev sami, a ne, je v bistvu lahko zelo hud udarec, ker je v bistvu izpad prihodka v družini oziroma ko ste sami, a ne. V tem primeru, a ne, je v bistvu žal vse povezano z denarjem, a ne. Od rehabilitacije do finančnih stroškov, ki nam ostajajo, a ne, dnevnih, pa potem so v ozadju najemnine in potem so v ozadju lahko tudi stanovanjski krediti, če imamo otroke in šoloobvezne otroke. Vse te finance za sabo potegnejo neke dodatne skrbi. Vemo pa, ko smo sami v neki taki situaciji, neke kakršnekoli srečanja s hudo boleznijo, a ne, si vsak posameznik želi v najkrajšem možnem času celotno energijo usmeriti v to, da pride v svoje zdravstveno stanje pred boleznijo, a ne. Da bi si to zagotovili, nam omogoča dejansko dodatno kritje hudih bolezni, kjer z izplačano zavarovalno vsoto lahko nadomestimo v tistem trenutku vse te potrebe, katere smo našteli. A bi mogel jaz iti, na primer, če bi hotel skleniti tole dodatno zavarovanje, prej na zdravniški pregled, ali ga lahko kar tako sklenem? Zdravniški pregled je vedno v skladu s tabelo o zdravniških pregledih zavarovalnice Triglav, ki je vedno odvisna od pristopne starosti zavarovane osebe in pa višine izbrane zavarovalne vsote. Torej ni rečeno, da je vedno zdravniški pregled, ker je odvisno, se pravi, od višine zavarovalne vsote, ki ste jo izbrali, in pa pristopne starosti. No pa, je pa del recimo kar prednosti. zame, ne, takole 37, bom star, ti si zdaj moja osebna agentka, ne, prišla si domov, jaz se spomnim, jaz sem vedno rad imel, ko je prišel vaš agent domov, tako gospod je imel sabo še računalnik, testar, vse odprl, vse, tako umerjen je bil, pa vse zelo prijetna izkušnja. No, in prideš do mene, ne, rečem jaz, no, od mene pa zanima tole dodatno zavarovanje za hude bolezni, zdaj bom 37, neki kil preveč imam, kadim, občasno pijem, ne, rad jem mastno hrano, ne, pol boš ti rekla, kot pravim, vedno bova izhajala iz zavarovalne vsote, kar pomeni, da bova mogla v bistvu prvo pregledati vašo finančno situacijo, a ne. Koliko sredstev boste v tistem trenutku v primeru nastanka ene izmed hudih bolezni potrebovali, a ne, kakšen je vaš osebni prihodek sedaj in za koliko bi se vam v primeru hude bolezni oziroma daljše odsotnosti iz dela zmanjšala, in pa vse potrebne v bistvu dodatne finančne
transakcij, ki jih bova takrat lahko potrebovala. V tem primeru tudi, če bi prišlo do zdravniškega pregleda, je to samo še neka dodana vrednost za vsakega posameznika, ker takrat pa res vemo v bistvu, kakšnega zdravstvenega stanja smo in se v bistvu lahko brez kakršne slabe vesti skrbi, da se nismo konkretno v bistvu šli čez zdravstveni vprašalnik, odločimo za to vrstno zavarovanje, kjer tudi v primeru potem nastanka zavarovalnega primera zavarovalnica v bistvu smatra, da je šel za gladek sprejem, ker je bil v ozadju narejen tudi zdravniški pregled. Tako da zdravniški pregled nosi tudi veliko prednosti. Tako. Imate vi izbrane svoje zdravnike, do katerih moramo iti, ali lahko te preglede se naročimo pri svojem osebnem zdravniku, ali so te pregledi taki bolj, ne bom zdaj rekel strokovni, ne si tudi osebni zdravnik, strokovnjak, vendar tako bolj metodični, bolj natančni. Zavarovalnica Triglav ima tudi v bistvu ima pogodbe z določenimi specialističnimi ambulantami, kjer se lahko upravijo, lahko pa se po dogovoru z vsakim posameznikom lahko zmenijo tudi za izbranega zdravnika, kjer ga želi tudi zavarovana oseba obiskati. Imenitno. Kaj pa v primeru, če je oseba prebolela katero izmed hudih bolezni, se lahko zavaruje? Ne? Jaz, na primer, sem že imel kot zelo majhen izkušnjo z rakom, ne? Jaz zdaj izpadem iz vašega paketa, ali se lahko še vedno zavaruje? Če oseba prebolela eno izmed hudih bolezni, še ne pomeni, da jo bo zavarovalnica v štartu zavrnila za zavarovanja in da ne bo imela možnosti sprejema. Vendar je pomembno, da ob samem sprejemu v zavarovanje zavarovana oseba predloži celotno zdravniško dokumentacijo, kjer je v bistvu razviden celoten potek bolezni, ker vemo, da pri vsakemu zdravljenje določene bolezni poteka v drugačni obliki in se potem naknadno na podlagi zdravniške dokumentacije, ki je predložena zavarovalnica, odloči, ali bo zavarovana osebo sprejela gladko v zavarovanje ali po določenih pogojih, kar lahko predstavlja mogoče malenkostno višjo premijo, ampak vseeno, ker vemo, da ste že preboleli, se bo taka oseba toliko lažje odločila za tako vrsto obliko zavarovanja, ali pa v bistvu, če je res zelo kritično, lahko pride tudi do zavrnitve. Nataša, hvala lepa. Nisva pa še zaključila. Na kratko bova švignila v oglase, potem pa še več podatkov, da izveva, kako se lahko vsi zavarujemo, da bomo čim bolj brezskrbno šli v vsak dan. Tako da ostanite z nami, se gledamo po oglasih. Lepo pozdravljeni nazaj v naši družbi in tema so zavarovanja. Moja gostja je Nataša Matić, strokovna vodja za podporo prodaji osebnih zavarovanj v zavarovalnici Triglav. Lepo pozdravljena, Nataša, in pogovarjava se o vašem zavarovanju za hude bolezni, kot so rak, kap in druge take bolezni, ki res vplivajo na naše življenje in tudi na naš življenjski slog, na nadaljnje življenje, ko okrevamo. Zdaj, kar nekaj sva že govorila, treba se pregledati pri zdravniku, velikokrat odvisno je seveda od starosti, omenila, katere te bolezni so. Mene pa zanima, ali lahko to vaš paket jaz priključim že obstoječemu življenjskemu zavarovanju, ki sem ga sklenil pri vas, na primer, 3-4 leta nazaj. Seveda lahko, se pravi, dodatno zavarovanje za hude bolezni se lahko priključi že obstoječim življenjskim zavarovanjem zavarovalnice Triglav ali ob sklenitvi novega za osnovno življenjsko zavarovanje, kjer se lahko priključi dodatno zavarovanje za hude bolezni. Imenitno. Zakaj pa ste se pravzaprav pri zavarovalnici Triglav odločili, da razširite vašo ponudbo dodatnih zavarovanj in ste kreirali prav dotično tega za hude bolezni? Je zdaj takih bolezni vedno več, saj vemo, vsak produkt je rezultat povpraševanja ali posledic na trgu, in ste zaznali, da je statistično gledano več hudih bolezni in da ljudje potrebujejo taka zavarovanja? Tako, zaznali smo, da je statistično več hudih bolezni in da se te bolezni lahko pojavijo že pri mladih osebah. Na tem mestu bi potem še enkrat izpostavila v bistvu kritje bolezni sodobnega časa, kot sva že povedala, anksioznost, stres, depresija, izgorelost. Namen tega dodatnega kritja v razširjenem paketu je točno ta, da v bistvu oseba,
ki ima to vrstne težave. Vemo, da danes so te bolezni res v porastu, da ima v bistvu možnosti poiskati pomoč in se v najkrajšem možnem času vrniti na svoje delovno mesto in vsakdanje življenje. Tako. Kako je pa, na primer, recimo ravno za te sodobne bolezni? Ne? Se pravi, ko smo enkrat, kakšen je postopek, ko enkrat imamo potrjeno eno izmed teh bolezni. Ampak recimo za te sodobne bolezni je potem tukaj bolj psihiater, pravi naslov, ali psihoterapevt, ki to potrdi, ali osebni zdravnik. Verjetno se vedno oglasimo prvo pri osebnem zdravniku, ker vemo sami pri sebi, svojemu osebnemu zdravniku najbolj zaupamo. Ne? Na to verjetno dobimo napotnico za lečečega psihologa, psihoterapevta, psihiatra, na podlagi izvida, ki ga prejmemo strani lečečega specialista, pa potem v bistvu predložimo zavarovalnici, kjer zavarovalnica obravnava na podlagi izvida diagnosticirano bolezen in potem izplača kritje. In kakšen je pa zdaj postopek v primeru nepotrjeni, ne? Zdravnik je potrdil, imate bolezen A, je recimo, ne? In kako potem gre, ne, če sem jaz že zavarovan. Ne? Jaz že imam to vaše zavarovanje, kakšen je potem postopek. Ne? Dobil sem diagnozo, vem, da imam, kako pa zdaj naprej. Zdaj, če govoriva v neki blagi obliki in se smatra, da gre to za neko hudo bolezen, eno izmed, ki je uvrščena v eno izmed 4 skupin hudih bolezni. Če je to blaga oblika, se pač prvo, kar je, zberejo celotna zdravstvena dokumentacija, predloži zavarovalnici. V zavarovalniškem jeziku je to v bistvu pojav zavarovalnega primera, potem zavarovalnica to obravnava in če ste vključeni v razširjeni paket, pomeni, da že v začetni fazi lahko pridete do 30% zavarovalne vsote dogovorjene ob sklenitvi. Lahko pridete pa tudi do 100% zavarovalne vsote, vkolikor ugotovimo, da v bistvu se je za isto bolezen zdravstveno stanje bistveno poslabšalo, tako da v bistvu se potem lahko naknadno izplača tudi tista razlika 70%, da pride potem celota 100%. Tukaj bi še izpostavila, da gre pri obeh paketih možnost večkratnega izplačila. Kaj v sami praksi to pomeni? Mogoče čist na primeru, če bi jaz zbolela z 4 različnimi, ampak to je res drastični primer, če bi jaz zbolela z 4 različnimi boleznimi, ki spadajo v vse 4 različne skupine hudih bolezni, bi lahko prišla pri vsaki do 100% izplačila zavarovalne vsote, pa da je to mogoče še v številke, a ne. Če bi bila je zavarovana za 50 000 evrov in bi zbolela z vsemi 4 boleznimi iz vseh 4 skupin, pomeni, da bi jaz lahko prejela zavarovalno vsoto v višini 200 000 evrov in v tem primeru bi potem tudi zavarovalno kritje ugasnilo, ker smo v bistvu izplačali celotno zavarovalno vsoto. Maksimalno možno zavarovalno vsoto. Ker prav je, da tudi poveva, ne, da taka zavarovanja v bistvu so res fin dodatek življenjskim zavarovanjem, ne, ker življenjsko zavarovanje ni zdaj samo neko varčevanje, ne, za pokojnino, ne, za naša potem siva leta, tako rekoč, ne, ampak zavarovanja so predvsem socialna varnost. Je tako? Tako, če z osnovnim kritjem življenjskega zavarovanja za primer smrti pokrijemo finančno varnost svojih najbližjih, takrat, ko nas več ni, z dodatnimi kritji v prvi vrsti pokrijemo lastno finančno varnost in pa finančno varnost svojih najbližjih. Se pravi, tole vaše dodatno zavarovanje za hude bolezni mi bo tako pomagalo pri zdravljenju, če bi potreboval denar za dodatno zdravljenje, kot tudi bi razbremenilo moje finančne težave, ker jaz ne bi mogel recimo zdaj hoditi v službo in služiti denarja. Ne sploh jaz, ker sem v bistvu prekarni delavec, ne, malo tu na televiziji, malo v gledališču, malo tam in potem nič več ne bi mogel početi, tako rekoč sem samo zaposlen, ne, in samozaposleni sami zase delajo, ne, ni nobena bolniška ne bo prihajala, tako rekoč. Tako, to, kot sem že izpostavila, predvsem samozaposleni, kjer imate svoja podjetja, čez noč ostanete dejansko brez prihodka, ne. Ko imate neko takšno obliko zavarovanja, pa vam lahko v bistvu nadomesti izpad dohodka, hkrati pa vam omogoči
ali boste v tistem trenutku potrebovali kakršnokoli dodatno terapijo, dodatne toplice, dodatni pregledi pri kakšnih drugih specialistih, konec koncev tudi obisk v tujini za drugo zdravniško mnenje, vse to v bistvu lahko črpate na podlagi izplačane zavarovalne vsote. Še en primer me zanima, kaj se zgodi, če zavarovana oseba umre zaradi nastanka bolezni, naprimer zavarovana oseba umre zaradi kapi. Se pravi, vedno imamo osnovno kritje in zraven dodatno kritje za hude bolezni. Se pravi, v osnovnem kritju imamo življenjsko zavarovanje za primer smrti in če se zgodi smrt, se izplača zavarovalna vsota. Hkrati imamo pa v bistvu še zraven dodatno kritje za hude bolezni, v katerem je tudi ena izmed hudih bolezni krita tudi možganska kap. V primeru, da mene zadane možganska kap in umrem kot posledica kapi v kratkem časovnem obdobju, rečemo v istem, drugem, tretjem, petem dnevu, se bo mojim svojcem izplačala zavarovalna vsota iz primera smrti, iz osnovnega kritja. V primeru pa, da v bistvu mene kap prizadene toliko, da preživim, da sem v bistvu mogoče v umetni komi ali pa naravni komi več kot en mesec, več kot 2 meseca, potem postopoma prihajam k sebi, pa potem v bistvu se lahko zgodi, da mi izplačajo zavarovalno vsoto iz dodatnega kritja in pa v bistvu se lahko zgodi, da pa po 4 mesecih pa recimo se mi stanje poslabša in umrem, bodo pa potem moji svojci prejeli v bistvu tudi kritje za smrt. Imenitno. Dobro je vedeti, ne. Včasih je malce nelagodno govoriti o boleznih, pa o smrtih, pa tako. Vendar, ko se pa enkrat srečam s tem, ali pa si se srečal s tem, ali pa družinski člani, pa veš, da se je treba na to pripraviti, pač tako je življenje, ne moremo. Včasih gre gor, včasih gre dol, včasih spodrsnemo, bolje je biti pripravljen, še bolje je biti zavarovan. Tako, če pogledamo v leta nazaj, ko je v bistvu bila smrt in pa neka bolezen ali pa nezgoda ali trajna invalidnost nekje v povojih in je bila tabu tema, je to danes tema, s katero se lahko srečujemo na dnevnem nivoju, kot je ta COVID prinesel. Vemo, da se veliko pogovarjamo o različnih tipih bolezni, tudi mediji ste te prisotni, ki veliko izpostavljate bolezenska stanja in pa potrebo po socialni varnosti. Tako da v bistvu je to danes tema, ki jo srečujemo na vsakem koraku in je dejansko del našega vsakdana. Meni so vedno rekli, na zavarovalnicah svet stoji. Nataša Matič iz Zavarovalnice Triglav, najlepša hvala za vaš čas, da ste nam povedali malce več o vašem novem produktu. In upam, da se še kdaj srečamo in izvemo tudi še kaj novega, kajti kar se tiče zavarovalnic, so to lahko samo koristne informacije za naš vsak dan. Hvala, z veseljem se bomo odzvali. Vi pa ostanite z nami, na hitro v oglase, po oglasih pa že nadaljujemo. Se gledamo.